Ves čas naj jo nekdo opazuje. Kdo? Kje? Nič ne vidim. Le poglej na sosedovo hišo, tam za oknom je nekdo. Aha, že vidim. Veš, kdo je to? Kdo? To je Kuštravi Mihoč. Ja, prav bo. Lej, zdaj odpira okno. Kaj, če bi ga skepal? Kar predaleč je. Smijal bi se nama, ko ne bi zadela. Hej, vidva tam doli! Kaj pa bi rad? Kaj delata? Se vidiš? Razbojniško trdnjavo. Iz snega? Seveda, iz česa pa? Ko se bo sneg strdil, bo ko zaresna. No, trdnjava že. Kje pa so razbojniki? Midva sva. Jaz sem razbojnik Frace, on pa je razbojnik Frice. Ali tista iz Sneguljčice? Še hujša, tista nista nič proti nama. Tista dva niste imela trdnjave, midva pa jo bova imela vsak čas. Čemu pa vama bo trdnjava? Lega čemu? Zato, da se vanjo skriješ in braniš iz nje in streljaš. Če imaš trdnjavo, ti nihče nič ne more. Ali boste še dolgo delala? Dokler ne bova gotova, zidovi že stoje. Samo še line moramo narediti in pripraviti municijo. Kje pa imate municijo? Jo nimava jo še, naredila jo bova. Ali tudi iz snega? Tudi. Viš, Mihac, zdaj pa dovolj klepetanja. Midva nimava časa. Pridi nama raje pomagat. Ne smem, mama me ne pusti, ker se že mrači. Pa pridi skrivaj. Si ne upam, potem bi me očka. Midva sva si pa upala. Če bi bil ti razbojnik, potem bi se tudi upal. Razbojniki niso milže, razbojniki si upajo vse. Le čakaj, če bi bil zdaj tam doli, bi ti že pokazal mevžo. Au, mama! Ali si videl, njegova mama ga je za ušesa potegnila od okna? Videl sem, to je storila zato, ker ji je zmrazil sobo. Huda je bila. Najna bi bila tudi huda, če bi vedela, da sva tu. Pa ne ve, najbrž misli, da sva pri sosedovi nad nami ali pa pri hišnici. Zdaj pa pohitiva, tudi municijo pripravi. Ja bom. Ves zid jo mora biti poln, da se bova lahko dolgo branila in napadala. Midva sva razbojnika dva, ha, ha, razbojnika prava oba, ha, ha. Ušesa so rdeča, pod nosom je sveča, domov pa ne greva midva, ha, ha. Ušesa so rdeča, pod nosom je sveča, domov pa ne greva midva, ha, ha. Pa ne dobro splači vsako kepo. Bom. Saj ti bom kmalu lahko pomagal. Ja, dobro. Pa dobro pazi, glej, da naj jo kdo ne preseneti. Vse gledam, pa nič ne vidim. Tema je že, vsa okna so razsvetljena. Ne glej po hišah, od tam ne bo nikogar, ki bi ga lahko napadla. V gost poglej, od tam lahko kdo pride. Kje pa je kak gost? Sej to okrog sploh ni nobenega gozda. Ali si slep, da ne vidiš? Kaj pa tisto na tvoji levi, a? Kje? Ali niso tam drevesa? So, ampak drevesa na sosedovem vrtu in ne v gozdu. Tisto je gost, ti pravim. Če si razbojnik, mora biti gost. Kje pa naj bodo potem drugače razbojniki, če ne v gozdu ali pa blizu njega? No, pa naj bo gost, no in kaj potem, ne? Potem, ja. Glej, nekdo prihaja iz gozda. Kdo? Kje? Nič ne vidim. Ali ti kaj vidiš? Tiho, nikar tako ne vpij. Tisti hraščak je, tisti, ki ima polne skrinje zlata in srebra. Mošnjo cekino ima seboj. Na belem konju jaha, ali vidiš? Ja, nekaj belega že vidim, drugega pa nič. Konja vidiš, hraščaka pa ne, ker je ves črn od glave do nog. Le glej, proti nama jaha. Ali ga zdaj vidiš? Se to ni konj, maček naše hišnice je. Konj je, ti pravim. Ti vidiš samo tako majhno, ker je še daleč in je že mračno. Konj je in na njem graščak. Pripravi municijo. Ja. Že prve krogle ga morajo zadeti, če ne, nama zbeži. Ja. Glej, da zateneš graščaka. Konj ni nič kriv. Ja, bom. Ko bo graščak padel, skočiva k njemu in mu vzameva vse cekine. Ali si pripravljen? Imaš municijo? Imam, v vsaki roki eno. Dobro, zdaj pazi. Ko rečem 3, se ženi. Dobro meri. Bom. 1, 2, 3. Ali si videl? Videl, maček je že pravi čas odskočil in zbežal, Kakšen maček? Konj! Samo da konja nisva zadela, pač pa graščaka. Videl sem, kako se je zamajal in prikucnil po tleh. Potem pa se je hitro pobral in tekel proti svojemu gradu. Tam bo legal v posteljo in poklical zdravnika. No, morda zaradi strahu, ki ga je užil. Zdravil pa ne bo več.
zato se bodo oddahnili njegovi tlačani. Kakšni tlačani? Tisti, ki delajo zanj, da on bogati, delavci in kmetje pa stradajo. Vse pri nas ni graščakov in tlačanov. Pri nas ne, drugod pa. A ja? Ta, ki sva ga pregnala, ima svoj grad na drugi strani meje. Od tam je prišel. Morda bo zdaj le za njim prišla še graščakinja. Le paziva. Mi jo bova ujela in graščak bo moral za njo plačati 1 milijon. Boš videl, vsak čas bo tu. Brž pripravi municijo. Ne morem. Zakaj ne? Preveč me zebe v roke. Za nohti me že peče od mraza. Samo 1 leto si mlajši od mene, pa si še vedno kot kak dojenček. No, pa daj roke v žep in glej in potem povej, če boš kaj videl. Pozor, nekdo odpira naše kuhinjsko okno. Skriva se v trdnjavo. Ja. Tako, ti glej skozi tisto lino, jaz pa bom skozi tole. Ja. Le kaj vidiš? Vidim, mama je na okno in gleda na vse strani. Tudi sem gleda. Hej, vidva! Po vseh stanovanjih sem vaju že iskala. Zdaj je prišel kaknušačka. Kaj ju res ni nikjer? Ja, kam sta jo pa obrala? Frice, ne ostajaj. Ja, počeni. Aha, že vidim. Le nikar se ne skrivajta, takoj mi pridite domov. Če ne, vaju bo očka. Frice, hitro skepo. Daj vaju. 1, 2, 3. Ja, kaj sta gluha? Domov se mi spravita, pravim. In nehajta s skepami. Prenisko sva vrgla. Daj vam še. Ja. 1, 2, 3. Tako. Bum. Tresk. A tako. No, le čakajta. Ali si zadev? V okvir nad njo je priletela kepa. Ko si je razletela, si je v sneg usul na glavo. Veš kaj? Zapojva najino pesem, da bo vedela, kdo sva. Ja. 3, 4. Mi dva sva razbojnika, dva, ha, ha. Razbojnika prava oba, ha, ha. Ušesa so rdeča, pod nosom je sveča, domov pa ne greva mi dva, ha, ha. Ušesa so rdeča, pod nosom je sveča, domov pa ne greva mi dva, ha, ha. A tako, razbojnika sta. No, že prav, kar v gospodita in kar tam ustanita. Bomo videli, ali vaju bom ukrotila, ali vaju ne bom. Ti, mama je huda. Prava reč. Kolikokrat je že bila, pa je bila hitro spet dobra. Samo, če ne bo tudi očka hud. Ne bo, ne. Prej se je mami smejal, ko ji je kepa pobilila glavo. Zdaj pa glej skozi lino, če se bliža še kak sovražnik. Ja, zdaj vidim še manj. Še bolj se je stemnila. Dobro odpri oči. Ja. Ha, lej. Tamle v tistem grmu je volk. Kje? To je volk vodnik, ki hodi pred drugimi. Za njim gre gotovo cel trop. Kje? Tamle, le poglej. Tam je sosedova ograja. Grmovje je, gosto grmovje. Volk se pripravlja, da ga bo preskočil. Čakaj, zagnal bom bombo van. Na! To je bil sosedov kužek, tisti polizani cucek, ne pa volk. Ti si tudi cucek, ki se ne zna iti razbojnike. Jaz bi že šel rad domov. Zebe me in noče že. Očka naj bo na Šeško, boš videl. Nej, kaj pa je to za razbojnika? Zobe stisneš in nič ne boli. Ampak veš, mene boli tudi, če stisnem zobe. Domov pojdiva, pa se bova spet jutri šla razbojnike. Jaz grem. Čakaj, kam greš? Domov. No, počakaj, bova šla skupaj. Ampak milže si, da veš. Ko me pa zebe in je povsod že tema. Plačen sem tudi. No, viš, zdaj sem pa še padel. Daj mi roko in bova tako hodila. Čakaj, samo še sneg pristepem s tebe. No, vidiš, zdaj je dobro. Pa nikar se ne cmeri, saj sva že pri hišnih vratih. Kar mene se drži, da se spet kam ne zaletiš. No, daj mi roko, no. Ja, no. Kakšna tema, čisto nič ne vidim. Daj no, prižgi luč. Ne morem, premajhen sem, stikala je previsoko. Kar v temi hodiva. In pazi, drži eno roko pred sabo, da se kam ne zaletiš. Ja. Ali celo z glavo kam ne butneš. Ja. Ha? Tu so stopnice.
Zaročaj se primi, pa bova koj gori. Zdi se mi, kot da sem slep, ker nič ne vidim. Ves čas mislim, da sem kam zaletel ali pa se ob kaj spotaknil. Ti samo noge dvigaj, pa bo. Se veš, kako se hodi po stopnicah. Jaz sem jih že večkrat pretekel z zaprtimi očmi. Jaz tudi, a takrat sem vedel, da je dan in da je treba samo oči odpreti, pa vidiš vse. Zdaj pa... Tiho, tiho, stoj. Ali slišiš? Slišal sem, ja. Nekdo je nad nami. Res, k nam je šel. Slišal sem, kako je zaprl vrata in jih zaklenil. Če niso tatovi. Mene je strah. Zakaj pa ni luči? Tiho, poti. Če se jaz ne bojim, se tudi tebi ni treba. Saj si razbojnik. Kar naprej pojdiva. Ampak mene je strah. Tako tiho je hodil tisti nekdo. Le kaj se boš bal? Kdo pa naj pride? Sej niti ni tako kasno zvečer. No, pa tudi doma sva že. Sem stopi, jaz bom pa pozvonil. Ps, kje je že kum? Ga že imam. Pa nikar se že zdaj ne kisaj in zobe stisni, če potreba. Vse je tiho, nihče ne pride odpirati. Pozvoni še enkrat. Sej bom. Ti, pokukaj no skozi ključavnico, povej, če kaj vidiš. Že ves čas kukam, pa nič ne vidim. Sama tema je povsod. Zdaj se je nekaj posvetilo. Mama je stopila iz kuhinje. No, vidiš, da ni tatov. Sem gleda, najbrž ni slišala zvonca. Še enkrat pozvoni. Jo, odšla je. V sobo je odšla. Kaj bo pa zdaj? Kaj bo? Mama nama noče odpreti. Zato noče, da bi začela na glas prositi in jokati. Pa dajva, tako rad bi bil že doma. Pa tudi lačen sem. Kaj misliš, da jaz nisem? Ampak mi dva sva razbojnika in ne bova jokala. Nalašč ne bova. In tudi ne bojiva se ničesar, čeprav je noč. Razbojniki se ne smejo bati. Po noči še manj pa kot po dnevi. Kam pa bova šla čez noč? Ali bova tu na stopnicah pred vrati? Bova že kje. Čakaj, da premislim. Kaj, če bi šla nazaj v trdnjavo? Tam bi zmrznila. Kaj bi zmrznila? Kaj pa tisti ljudje, o katerih je očka pravil? No tisti, kako se jim že pravi? Sej veš, no, tisti, ki spijo v kolibah iz snega in ledu in ne zmrznejo. Tudi mi dva ne bi. Jaz že ne grem v trdnjavo, ti pa kar pojdi. Jaz bom ostal tu in bom toliko časa tulil, da bo mama odprla. Ti si pravi zajc, da veš, zmeraj se skujaš. Mevža si, ne pa razbojnik frice. Se tudi nočem biti več razbojnik, domov k mami hočem. Kako pa boš šel, če ti mama noče odpreti? Sram te bodi. Ves čas si bil junaški, zdaj pa naenkrat taka mevžasta. Če mama in očka ne marate za naju, bodiva tudi mi dva taka. Proč pojdiva, drugam. Kam proč? Kam drugam pa? Čakaj, da premislim. Veš kaj? Kemičini mami pojdiva. Da nama vedno daje bombone. No, pa pozvoniva raje še enkrat pri nas. No prav, ampak če nama ne odpro, greva kemici. Velja? Velja. No, pozvoni. Poglej skozi ključavnico. Sej gledam, pa nič ne vidim. Zdaj so se odprla vrata. Mama, gre sem. Je že tu. Zakaj pa ne odpre? Samo skozi kukalo je pogledala in ko je videla, da sva midva, je odšla. Noče nama odpreti. Zdaj tudi zvonila ne bova več. Za nič na svetu. Pojdiva. Mi dva sva razbojnika dva, razbojnika prava oba, Ušesa so rdeča, pod nosom je sveča, domov pa ne greva mi dva, Ušesa so rdeča, pod nosom je sveča, domov pa ne greva mi dva, No?
Korake že slišim. Kdo je? Vidva. Kaj pa vaju je prignalo k nam? Kar tako sva prišla. Ja. Igrala sva se, pa naju je zeblo. Ja. Ali je Emita doma? Seveda je doma. Vsak čas bo večerja, potem pa bo šla spat. Ojej, večerja, tako sem lačen. Molči. Vprašala bi vas, če imate kako posteljo za naju. Posteljo za vaju? Ja. Kaj pa se je zgodilo? Ali imate pri vas doma obisk? Zakaj pa vajna mama ni prišla vprašat? A mama? Mama nama noče odpreti, pa ne veva, kam bi šla spat. Aha, taka je ta reč. Zdaj razumem. Ste že spet kaj nakuhala? Že popoldne sem vedela, da se ne bo dobro končalo z vama. Saj veste, kako sta skrivaj vzela mamin dežnik in šla z njim na dvorišče. Videla sem vaju, kako sta z njim lovila snežinke, potem pa sta ga postavila na tla in van metala kepe, dokler nista dežnika čisto pokvarila. Ali je bilo potem še kaj narobe, da vaju je spodila? Saj naju ni spodila, samo odpret nama noče. In zakaj noče? Kar tako brez vzroka, že ne? Zato nama noče, ker nisva šla domov, ko naju je klicala. Aha, taka je ta reč. Vidva nista hotela ubogati mame, zdaj mama noče ubogati vaju. Ko zvonita, vama ne odpre. Taka je ta reč. No, fanta, jaz vaju ne bom podpirala in vama dajala potuho, ker sama si pomagajta in uredita doma. Lahko noč. Zdaj pa imava. Kam pa zdaj? Bože, veš kaj, zdaj pojdiva k hišnici. Ta nama je že večkrat pomagala, se spomniš? Zdaj nama pa ne bo več, se veš, zaradi tistega njenega belčka. To je bilo prejšnji teden, zdaj je tisto gotovo že pozabila. Ko sem jo danes srečal, ni nič rekla. Najbrž že ve, da naju je mama zlasala. Kar takoj pojdiva dol, pojdiva. Mi dva sva razbojnika dva, ha, ha, razbojnika prava oba, ha, ha. Ušesa so rdeča, pod nosom je sveča, domov pa ne greva mi dva, ha, ha. Ušesa so rdeča, pod nosom je sveča, domov pa ne greva mi dva, ha, ha. Ne. Zdaj pa pazi, da ga kaj ne polomiš. Jaz bom govoril in pri hišnici bova lahko ostala čez noč. Nam raz naju ne bo napodila. Ko bi nama dala tudi kaj jesti, strašno sem lačen. Tudi jesti nama bo dala, boš videl, da bo. No, tu sva, kar pozvoni. Ti daj. Zmeraj se česa bojiš. Vidiš, takole se to naredi. Že gre. Kdo pa je? Zakaj ne prižgate luči? Lej, no, vidva sta. To je pa lepo, da ste prišla. Lej, kar noter, fantiča, kar noter. Sem lepo, idite v kuhinjo. Tu je lepo toplo, vidite, tu se bomo lahko lepše pomenili, tako? In zdaj? Prosit sva prišla. Le počasi. Vse bo prišlo na vrsto. Najprej povejte, zakaj ste namaškarala mojega belega mačka, da sem ga morala celo uro umivati in še ni šlo vse z njega. Le povejte. Saj naju je že mama zlasala zaradi tega. Pa namaškarala ga tudi nisva. Samo rjave črte sva naredila po njem. Ja. Tako, aha, samo nedolžne rjave črtice, kaj ne? Za prst debele črte ste narisala z rjavo pasto za čevlje po vsej živali od hrbta do trebuha, da ni bila žival nobeni reči več podobna. Pa zakaj? Povej. Zato, da bi bil maček podoben tigru. Tigru? Zakaj pa tigru? Da bi se ga otroci bolj bali. Zdaj, ko je bil, vsi vedo, da je maček in se ga nič ne boji. Pa sva rekla, narediva ga za tigra, pa ga ne bo nihče več preganjal. Vsi se ga bodo bali. Ja. Ne vem, če bi te verjela. Sem že večkrat opazila, da si navihan, poreden, nagajiv, kot malo kdo tvojih let. Tudi mama nama ni verjela, zato naju je pa zlasala, pa čisto po krivici. Res je bilo tako, kot pravi moj brat. Ja, saj pravi, morda je, morda ni. Pa je. Ampak to vama povem, nikoli več ne storite kaj podobnega. Moj belček je bil prav bolan zaradi tega. Lizal se je pasto s kožuha, revček in si pokvaril želodec. Skoraj bi mi bil poginil in vidva bi bila kriva temu. Obljubiva, da ne bova nikoli več. Res,
No prav, samo če bo res. Zdaj pa povejta, po kaj sta prišla. Prišla sva, vprašati sva prišla, če imate kako posteljo odveč. Tako? Ja, no, zdaj pa ne razumem. Takale fantiča pa bi se šla trgovina. Vse nisva prišla zato, da bi kaj kupila. Ja, zakaj pa potem? Mislila sva, če bi lahko pri vas prespala čez noč. Prespala? Pri meni ostala čez noč? Ja, Ja, pa zakaj vendar? Kaj se je zgodilo? Saj vam ni zgorelo stanovanje in, kakor vem, se mama in oče tudi nista odselila. Sej, to je ravno tisto. Midva pa ne moreva domov, ker je zaprto. Zaprto? Zaprto praviš? ja. Zakaj pa je zaprto? Zato, ker ni nikogar doma. Kaj ne poveš? Nikogar ni doma. Ja, Kje pa sta očka in mama? V kino sta šla. In kdo ve, kdaj se vrneta? ja. Midva pa sva tako zaspana in ne moreva tako dolgo čakati. In lačna sva tudi. Ja. Lej, kdo bi si mislil kaj takega? Oče in mati gresta tebi nič, meni nič v kino in pozabite na svoja otroka. Kje pa sta bila do zdaj? Pri teti Lojski sva se zamudila. Ja. Oče in mama najbrž mislita, da bova tam spala. Veš kaj? Jezik pa imaš in še kosmat po vrhu. Saj bi ti morda celo verjela, da vaju nisem videla, kako sta rogovilila po dvorišču in metala kepe na vse strani, da sem se ves čas bala, kdaj bo šla kakšna šipa. In očeta in mame, da ni doma. Ves čas slišim hojo po vašem stanovanju. Saj ni bilo vse res, kar je moj brat povedal. Ne upa si povedati po pravici. Zdaj le molči, bi se tudi ti rad kaj izmislil. Ne. Povem pa vama, da iz mene ne bosta brila norcev. Kar lepo vama svetujem. Glejta, da čim prej izgineta, dokler sem še mirna. Če me zjezite, pograbim metle in vaju naženem, da res ne boste videla, kje ste doma. Zdaj pa kar vrš, tule so vrata. Pa hitro, tako, izginita. Na, zdaj pa imava. Prava reč. Misli, da naj jo je ugnala, pa naj jo ni, ne. Kaj bomo pa zdaj? Jaz bom šel pred naša vrata, legel bom tam in tulil, da bodo vsi pritekli v stanovanje. Daj se spet kisaš. Ti delaj, kakor hočeš. Jaz pa bom šel k teti Lojski, se ni daleč. Ona me bo že prenočila. Ti pa delaj, kakor hočeš. In povem ti, vsa ulica se bo potem norčevala iz tebe. Jaz grem. Počakaj, no tudi jaz grem. Se ne morem samo stati tu. Samo če naj jo bo teta hotela prenočiti. Seveda bo. Ali pa bo rekla, naj pri njej počakava, ona pa bo šla k nam. Naši mami bo povedala, kje sva in mama bo prišla po naju. Potem naj jo bo pa prijel očka, da bova videla vse zveste. Nej, ampak midva bova pa le zmagala. Midva sva razbojnika dva, ha, ha. Razbojnika prava oba, ha, ha. Ušesa so rdeča, pod nosom je sveča, domov pa ne greva midva, ha, ha. Ušesa so rdeča, pod nosom je sveča, domov pa ne greva midva, ha, ha. Lej, tam stoji Miličnik. Kje? Tamle blizu križišča. Prav tam morava čez cesto. Zdaj se je obrnil in gre proti nam. Ne gre, prava reč. Se nisva nič ukradla. Ali se spet bojiš? Ne vem, ampak se nisem nič takega storil. Lega, prav proti nama gre. Mene je vseeno strah. Kaj te bo strah? Se te ne bo pojedel. Če naj jo bo kaj vprašal, ti kar molči, bom že jaz govoril. Hej, vidva! Kam pa jo mahata sama ob tej uri? Pozno je že. Domov greva, tovariš Miličnik. Domov? Kje pa stanujeta? Tam na drugi strani, v tisti ozki ulici, tretja hiša. Tako? Odkot pa prihajata? Od doma. Čakajta. Zdaj pa ne razumem. Od doma gresta in domov hočeta. Poslušajta, fantiča, mene ne bosta vlekla za nos. Lepo se pogovorimo samo... Veste kaj, kar sem... Govori samo ti, mali. Se bom, tovariš Miličnik. Kje sta bila do zdaj? Tam, kjer stanujemo. In kaj sta počela? Po stopnicah sva tekala gor in dol in še prej pa sva bila na dvorišču.
In kam sta hotela zdajle v tej pozni uri? K teti Lojski. Ali so vaju tja poslali vajni starši? Ne, mama in očka nič ne vesta o tem. Nič ne vesta. Ne. Čudna reč, čudna. Zakaj pa sta hotela k teti? Da bi tam prenočila. Mama nama noče odpreti vrata, da bi prišla domov. In zakaj noče? Samo zato, ker sta se igrala. To je morala biti kaj čudna igra, da je mama zaradi nje tako huda na vaju. Kakšna igra pa je bila? Razbojnike sva se šla, iz snega sva si zidala trdnjavo v grad in sva bila razbojnika Frice in Frace. In potem naju je mama klicala, da morava domov in ker nisva hotela iti, naju je zaprla ven. Zdaj že malo več razumem. Najbrž nikoli ne obogata. In ko se je mama naveličala, da bi vaju kar naprej prosila, je rekla, pa ostanita zunaj, ko sta taka. Morda pa sta tudi pretiho trkala na vrata. One, saj imamo zvonec in ne vem, kolikokrat sva zvonila, pa mama ni hotela odpreti, samo pogledala je, kdo zvoni. Ej, to mora biti mama zelo huda na vaju. Ja. Veste kaj, z vama pojdem, pa bomo poskusili stvar kako urediti. Sta za to? Ja. Seveda. No, tako je prav. Pojdimo, razbojnika. Kateri je Frice in kateri je Frace? Jaz sem Frace, a ne pa Frice. Frace, ti si večji, ti nas vodi. Ali je daleč do vajnega doma? Ne, prav blizu, na koncu te ulice. Zadnja hiša na tej strani. No, res ni daleč. Kmalu bomo tam in potem bomo videli, kako in kaj. Če je bila mama huda samo zato, ker nista obogala na prvo besedo, jo bomo že kako potolažili. Samo, če ni bilo še kaj drugega vmes, ali nista še kaj nakuhala, pa je bilo potem vsega preveč. Morda je huda tudi zato, ker sva jo takrat, ko naju je klicala, okepala. Zadela je pa nisva, samo kepa mojega brata se je razletela prav nad njeno glavo in jo vso pobelila. Morda je šlo kaj snega tudi za urad. Tako. Da, seveda. Tebe, Frace, mora imeti danes posebno na piki. Si ga res malo preveč lomil? Kaj Frice pa nič, ne? Kaj pa tisto, ko je dopoldne metal kepil njen dežnik in ga vsega strgal in zlomil? No, vedno lepše. Če bomo še dolgo hodili, bom slišal take stvari, da mi bodo lasje šli po konci. Vesta, prej sem se čudil, da vama mama ni hotela odpreti. Zdaj pa nič več. Kaj pa očka? Očka se je pa smejal, ko je moja kepa pobelila mamino glavo. Morda pa se ni smejal, ampak je samo zobe pokazal od jeze, pa si mislil, da se smeje. Očka se malo kdaj razjezi. Kadar pa se mi dva hitro skriva, če ne naju ne šeška, da je kaj? Kaj ne, tovariš Miličnik, da je prepovedano tepsti otroke? Prepovedano. V to se Miličniki ne vmešavamo. Pa če bi vi danes rekli očku, da naju ne sme našeškati, bi vas pa prav gotovo ubogal. Tako. Ja, da vaju ne sme našeškati? Ne, tega mu že ne bom rekel. Morda bom rekel samo, naj vaju ne, če boste obljubila, da boste prihodnič ravnala drugače in boste bolj ubogala, kar vama bodo starši ukazali. Jaz bom, zares bom. Kaj pa ti, razbojnik Frace? Bom, ampak tudi mama mora obljubiti, da naju ne bo več klicala, kadar sva sredi najlepše igre. No, tako. Veste kaj? Danes bomo videli, kako bo. Mislim, da bo šlo vse lepo in prav. Za naprej se boste pogovorili z očkom in mamo sami. Velja? Velja, tovariš Miličnik. Ja. Tu smo doma. Tole so naša vrata, lejte. Tako. Postavite se vsak na eno stran, jaz pa pozvonim. Kdo je? Tovariš Miličnik. Dober večer. Dober večer. Ali ne pogrešate pri vas dveh razbojnikov? Ne, nič ne pogrešamo. Imeli smo dva fantka, pa sta odšla po svetu. Preveč po svoji glavi hočeta živeti. Nič ne pogrešamo. Pa lahko noč.
Na, zdaj smo pa tam. No, zdaj se pa smihate vsak v svojem kotu, pa to nič ne pomaga. Poglejte raje sem, saj mama vrat ni zaprla, samo prislonila jih je. Pa res niso zaprta. Čiva not. Ej, lepo časi, jaz sem vaju pripeljal. Dajte mi roko. Tako, in zdaj pojdimo naprej. Dober večer, očka in mamica. Dober večer. Kaj je vas prineslo k nam, tovariš Miličnik? Pripeljal sem dva spokorna razbojnika, ki ne vesta, kam bi šla čez noč, ali bi jo hoteli prenočiti. Razbojnika? Zakaj pa na milici ne poskrbite za njo? Mamica. Kar lepo proč pojdi, nič se ne stiskaj k meni. Ne maram otrok, ki ne ubogajo. No, saj sta mi obljubila, da boste odslej drugačna. Zato sem tudi prišel z njima. Aha, obljubila sta vam. Tudi jaz bi rad slišal to obljubo, da bosta res odslej drugačna. Jaz bom prav zares bomačka. Kaj pa ti, razbojnik Frace? Ali kar si že? Tudi jaz bom, ampak kar naprej ne morem biti doma. Trdnjava na dvorišču tudi še ni končana. Kdo pa vama pravi, da morata kar naprej tičati doma in samo doma? Tudi razbojnike se bosta še lahko šla, samo ne predivje in take, ki delajo škodo. In ubogati bosta morala, kadar vaju mama pokliče. Sicer pa, veste kaj, ali ne poznata nobene lepše igre v snegu? Zakaj se ne gresta eskime ali kaj podobnega, zdaj, ko je toliko snega? Frdice, ali si slišal? Eskimi so tisti, ki se ti pravijo o njih. Tisti veš, ki imajo koče iz snega in ledu. Krasno. Se bova šla jutri. In lovila bova tiste, kako se mi že pravi tiste, tjulne bova lovila, tjulne. Metla bo sulica in loke bova naredila. Eskima bova, krasno. Aha, smo pa tam. Zdaj je pa vsega zadosti. K mizi pojdita, ne pridi prava. Na, večerja ti morata. Ne še, kar tako pa ne bo šlo. Sem k meni stopita. Tako, oba. In zdaj se obrnita k tovarišu Miličniku in mu zapojita tisto svojo razbojniško pesem, da bo slišal, kako huda razbojnika sta. Saj ne morem peti, ko pa joka. No, bo že šlo. In prav zato, za kazen. Le hitro. 3, 4. Mi dva sva razbojnika dva, ha, razbojnika prava oba, ha, šesa so rdeča, pod nosom je sveča, domov pa ne greva mi dva, ha.